vas pozdravljam, dragi bratje in sestre, navzoči tu družini Kristusa odrešenika v Novi Gorici, pa tudi vas vse, dragi bratje in sestre, ki gledate televizijo Exodus. Zbrani smo pod geslom srečanja z Jezusom, kar pomeni, da se želimo čisto osebno res vsak čim globlje srečevati z Jezusom. Smo v velikonočnem času in evangeliji, ki jih slišimo v velikonočnih dneh, govorijo o srečevanjih Jezusa z apostoli, ženami in drugimi učenci. Vsi ti evangeliji so pravzaprav eno samo vabilo nam, ki sedaj v tem času živimo in ki vemo, da je Jezus stal in da živi in da je z nami vse dni. Vsi ti evangeliji so vabilo, da bi se tudi mi srečali z Jezusom. Je pa dobro, če premislimo okoliščine, v katerih so se dogajala srečanja na Veliko noč. Tako srečanje Jezusovo z zborom apostolom, kakor tudi posebna srečanja, tako srečanje z dvema učencama, ki sta šla v Emaus, pa tudi z ženami in z Marijo Magdaleno. Srečati Jezusa, v tem je sreča. Treba pa je vzpostaviti pogoj za to srečanje. Kakor smo rekli, z Jezusove strani je narejeno vse. On se hoče vsakemu osebno čim prej razodeti. Je pa dobro, da vprašamo Jezusa, kaj pa ti od mene pričakuješ? Kaj naj jaz storim, da bi se meni odprle oči, kakor smo ga prosili v pesmi, odpri oči mi, da vidim te, Jezus. Kaj moram pa jaz storiti? Gotovo Jezusa ne morem srečati brez milosti, brez delovanja Svetega Duha. Tako lahko rečem, delovanje Svetega Duha je tisto ozračje, ki meni omogoča, da se moje srce odpre Jezusu in da ga resnično srečam. Ker srečanje je vedno samo srečanje src, Jezusovega srca in mojega srca. In da bi do tega prišlo, je potrebno delovanje Svetega Duha. Tako da je potrebno vedno znova in znova, ko se želimo srečati z Jezusom, prositi Svetega Duha, da nam odpre oko srca, da bi moglo prepoznati Jezusa tu in danes. Zanimivo je to, da je Jezus tudi pri svojih velikonočnih srečanjih, želi pa, da se ta srečanja v vsakem času tudi danes ponavljajo, ker zato je Jezus z nami in gre z nami v korak, da bi se srečeval z nami. Torej, v teh evangelijih Velike noči vidimo, kako je tudi sam Jezus imel težavo z svojimi apostoli, učenci, učenkami, da bi se srečal z njimi. Ker niso bili izpolnjeni pogoji ze strani apostolov in učencev, da bi se jim mogel razodeti. Tako, gledajte, največjo težavo pravzaprav je imel z apostoli. Zanimivo je, da se jim je razodel kot ostali, kot tukaj piše v Evangeliju po Janezu, pod noč tistega dne prvega v tednu, to se pravi proti večeru Gospodovega vstajenja. Gospod je pa vstal v ranem jutru, ko se je danilo, tako nekako sklepamo, je všlo sonce Jezusovega vstajenja. Kako to, da se je Jezus šele zvečer zboru apostolom razodel? Zdi se, da so bili oni nekje tako v svojih razočaranjih, pa tudi v strahovih, kar ponazarjajo ta zaprta vrata, zapahi, za katerimi so bili iz strahu pred Judi. Torej, da je imel Jezus težave s tem, če tako rečem. Seveda
Jezus bi se lahko z njim tudi takoj zgodaj zjutraj razodel, vendar pa je pomenljivo, da se je razodel zvečer. Nasprotno pa se je Jezus prikazal najprej ženam in še posebej Mariji Magdaleni zgodaj zjutraj. In potem tistima dvema učencama, ki sta šla v Emaus, z njima pa je imel seveda kar nekaj težav. No najprej pa, če premislimo to okoliščino, kako da se Jezus najprej prikazal ženam zjutraj. Če malo premislimo to, kar je v Evangeliju o dveh učencih, ki gresta v Emaus, kjer je govor o tem, da je Jezus moral najprej uglasiti na svoje trpljenje in njima razlagati, bodisi spev o Gospodovem služabniku, 4. spev iz preroka Izaija, ali pa tudi 22. psalm, ki govori o Jezusovem, o njegovem trpljenju. Najprej je moral ta dva učenca uglasiti v svoje trpljenje, čemu je bilo potrebno in kako smo mi vsi rešeni. Brez te uglasitve na Jezusovo trpljenje ne moremo razumeti potem samega odrešenja ne. Potem se nam zdi tako kot neka pravljica vse skupaj. Če pa se vživimo v to sporočilo, da je Gospodov služabnik moral trpeti in da smo z njegovimi ranami ozdravljeni. In če se vživimo v vsebina psalma, ki govori na začetku, moj Bog, zakaj si me zapustil? In potem vsa ta Jezusova molitev, ki je molil na Kalvariji, molil je ta 22. psalm, potem razumemo, kje je skrivnost tudi velike noči in Gospodovega vstajenja. Jezus vstaja iz svojega trpljenja in iz svoje smrti, ki je ena sama ljubezen do nas, da nas reši. Brez tega poglabljanja v trpljenje Jezusovo ne moremo razumeti, kaj je velika noč, ker z njegovimi ranami, in ohranil pa je 5 poveličanih ran, smo bili ozdravljeni. No, če se sedaj vrnemo k tem velikonočnim ženam, vemo, da so bile vse zveste, da so pomagale Jezusu in apostolom, da so poslušale njegovo besedo in da je v njihovih srcih bila velika ljubezen do Jezusa. To se čuti iz vseh teh evangeljskih vrstic. Če pomislimo, kako to, da se je Jezus tem ženam prikazal že v velikonočnem jutru, ne moremo mimo tega dejstva, da so te žene, kakor piše v evangeliju, šle na vse zgodaj zjutraj k Jezusovemu grobu, skrbelo jih je, kako bodo odvalile kamen, da bi potem mazilile Jezusovo telo, Jezusovo truplo dobesedno. Seveda, tako te žene, kakor tudi apostoli, niso imeli te vere, da bo Jezus od mrtvih vstal. Nekaj pa so te žene imele. Veliko ljubezen do Jezusa pa kakorkoli je z njim. Glejte, in to se čuti, ženska duša v tem evangeliju hoče biti blizu ljubljenemu. Ljubile so Jezusa, tudi mrtvega. Hotela so mu biti blizu in mu izkazati čast in ga maziliti, ker ob pokopu na Veliki petek so morali na hitro narediti to in potem so hoteli dostojno ta obred maziljenja, kakor je bila navada opraviti. In tako so prišle takoj, ko je minila sobota, na vse zgodaj zjutraj, se pravi na našo nedeljo, na vse zgodaj so prišle, da bi mazilile Jezusovo telo. Nekaj ganljivega je v tem evangeliju. Pomeni, da so te žene vendarle nekako že bile uglašene na Jezusovo trpljenje, se strinjate? Pred očmi so imele ranjenega Jezusa. So videle, kako je bil pokopan, skupaj z njegovo materjo so bile zraven
in nekaterimi samo, Nikodemom in Jožefom iz Arimateje, pa apostolom Janezom, morda še kdo drug, veliko jih ni bilo, ampak videli so Jezusa ranjenega, videli so, kako je bil na naglici nekje umit, maziljen malo in potem povit in vse te, so to kri in vse te rane, to so videli, to so nosile v duši, glejte, in one so s tem, kar je bilo v njihovih dušah, izpolnjevale vsaj v minimalnem smislu tisti pogoj, da se jim Jezus razodene. Kdor premišljuje Jezusa, njegove rane, njegovo trpljenje, je Jezusu zelo blizu. Kdor premišljuje Jezusa ranjenega, pa da v njegove rane tudi svoje rane polaga in svoje težave, in svoje stiske, kdor skratka iz svoje ranjenosti, tudi iz svoje grešnosti seveda, premišljuje Gospodovo trpljenje, je Jezusu blizu, čeprav se mu Jezus še ni razodel kot ostali. Vendar je Jezus jasno pokazal s tem, ko se je tem ženam na vse zgodaj, ko je minila sobota, na vse zgodaj, se pravi na prvi dan tednu, ki je naša nedelja, ko je od mrtvih vstal, se je najprej prikazal ženam in še posebej med njimi Mariji Magdaleni. Zato, ker so premišljevale Jezusovo trpljenje. Ne vem, kako je bilo z apostoli. Apostoli so bili dobesedno v šoku. Oni so imeli pač svojo teorijo, kako bo sedaj Mesija rešil Izraela in seveda oni bodo potem tako rekoč prvi ministri zraven slavnega kralja Mesija, a ne? Preveč so mislili na se, njim se je vse zrušilo. V teh ženah ni bilo teh teorij toliko. One so osebno Jezusa spremljale kot človeka v osebnem odnosu. In to se pri teh ženah vidi. Apostoli so pa najprej imeli, rekli bi, ta svoj načrt, projekt, kako bo sedaj se bo zgodilo to odrešenje, osvoboditev, ki jo prinaša obljubljeni Mesija in seveda slavni Mesija. In seveda vsa ta njihova teorija se je zrušila že tisti prvi večer, ko je Jezus šel iz dvorane zadnje večerje v Getsemani in se je začela potem ta žalostna zgodba. Tako so se dobesedno stebri njihove teorije in prepričanja rušili drug za drugim. To je bila ena sama ruševina njihovega projekta. Tako so si oni predstavljali. Oni so si predstavljali pač Božje kraljestvo na svoj način, Mesija kot kralj, ki bo izvršil, kako so si oni predstavljali pred očmi vseh, to osvoboditev. Seveda tudi versko prenovitev, vendar to je bilo zelo površno in oni so imeli pred seboj predvsem svoje predstave, kako bo to bilo in seveda Jezus v vsej tej, kakor so mislili, tragediji, nikakor ni sodil, ga niso mogli vključiti v to njihovo svojo predstavo, kako se zgodi odrešenje. Pri ženah je bilo drugače. Glejte, moški razmišljamo o velikih projektih, taki pač smo. Tako velike teorije in tako, ali celo ideologije in tako naprej, načrtovanja. Pri ženi gre pa vse osebno, od srca k srcu. In to je tudi veliko poslanstvo žene tudi danes. In ne čudimo se, da je med mistiki največ žena. Zato, ker imajo do Boga, do Gospoda Jezusa oseben odnos. Vse te žene so Jezusa gledale ves čas, ko so spremljale z neke, bi rekel, oddaljenosti, pa vendar bližine, so spremljale Jezusa v njegovem oznanjevanju, bodi si v Galileji, pa potem v Judeji in kjerkoli je hodil in piše, so stregle, so pomagale, to je ženska lastnost, srcem pomagati, biti blizu, osebe opaziti potrebe, ki jih možje ne vidimo. Vse te žene so pod, bi rekel, osebnim zornim kotom spremljale Jezusa, srcem,
so spremljali Jezusa. Tega ni bilo tako z apostoli. Apostoli so najprej imeli svoje predstave, svoje ideje. Vemo recimo apostol Tomaž, kakšno krizo je prišel ta možak. Torej, koga tisti večer na prvi dan tednu ni bilo zraven, in je kdo ve, ki je taval pa je v tem, ko ni mogel skupaj zložiti svoje predstave o Mesiju, pa tega, da je trpel in da se je zgodila ta, kakor je mislil, tragedija. Tega on skupaj ni mogel zložiti. Torej, podobno pa tudi ostali apostoli, kot je bilo. Torej, v tem smislu so bili apostoli ves dan nekje v teh svojih razočaranjih, kako je to mogoče. Ta dva sta rekla, ko sta šla v Emaus, mi pa smo mislili, mi pa smo si predstavljali, to je to. Da bo tako in tako. Ujeti so bili v svojo predstavo in seveda potem tudi v strahove, ker če se je to z njihovim vodnikom zgodilo, kar se je zgodilo, se bo tudi z nami, tako so mislili in tako so bili za zapahi. Sami so se zaklenili, da bi jih pač še njih ne prijeli. To je ta ujetost apostolov v lastne predstave, lastne projekte. In tu notri Bogu je sicer vse mogoče in končno je Jezus to storil, ampak jih je pa pustil kar cel dan. Cel dan jih je pa pustil v tej slepoti, v tej ujetosti, v lastne ideje, kjer ni bilo prostora za Božji načrt odrešenja po ponižnem in trpečem Gospodovem služabniku Jezusu iz Nazareta. Zato tako razmišljanje ni bilo prostora v njihovih predstavah. Tako, drugo je pa, pravim, pri teh ženah. Zanimiva je ta okoliščina, da se je Jezus najprej prikazal ženam in to na vse zgodaj. Seveda ne moremo si misliti, in evangelist je tako obziran, en in drugi, tretji in četrti, da ne govori o srečanju Gospoda Jezusa z njegovo materjo. Ker to je pa tako intimno. Če je kdo spremljal Jezusa osebno, na vsakem koraku, tako rekoč ob vsakem njegovem dihu, ob vsakem tripu njegovega srca, je bila to njegova mama. Drži to. In to skrivnosti med materjo in sinom se ne da ne razložiti, ne prikazati. To je njuna skrivnost, o tem diskretno evangelisti molčijo. In je prav tako. Prav tako. Ker to je njuna skrivnost. Marija je pač Marija. Ona je edina vedela, kaj se dogaja in zavestno s sinom šla v to daritev, kakor jo imamo opisano v vseh 4 evangelijih v pasijonu, kot temu rečemo. Kaj ne? Ona je to zavestno spremljala, zavestno stopila v to darovanje in tako se je Jezus seveda svoji materi na izjemen način kot sin razodel, mama, zmagal sem. In v tej zmagi si tudi ti. Ker ona je stala pod križem, molila, vedela, kaj se je dogajalo, ko je pred njenimi očmi umiral njen sin, vedela pa je to, da to ni tragedija, ampak da je daritev, da je treba darovati. Tako se je Jezus prikazal materi. No, ampak zdaj se vrnimo k ženam. Se pravi, takoj za tem, ko se je prikazal svoji materi, kakor smemo z gotovostjo sklepati, to je nemogoče, da se ne bi, se je Jezus prikazal ženam in še na poseben način med njimi Mariji Magdaleni. Pravim zato, ker so mu bile tako blizu s srcem, tako spremljale, torej svojim duhovnim očesom vse dogajanje in potem so se tudi vživele v Jezusovo ranjenost, v njegovo trpljenje, v njegovo umiranje, saj so bile apostoli ni bilo nikjer na Kalvariji, razen Janeza, ki pač je po Božji previdnosti le moral biti. Pravim, po Božji previdnosti, nekje je rojček tam stal. Drugače so bile pa žene pod križem. So kar njihova imena, preberite si v evangelijih, napisana. In to je čudovito. Torej, te zveste žene, ki sicer niso imele te vire, tudi one so bile neuke in niso
kar niso poznali tega, kar je bilo zapisano v preroku Izaiju v 53. poglavju, 4. spev o Božjem gospodovem služabniku. Tega gotovo niso tako poznali, kakor ne 22. psalma in drugih prerok, vendar srce je ob vsem tem pa vendarle bilo blizu Jezusu ob njegovem trpljenju in njegovem umiranju. Ker so srcem premišljevali njegovo trpljenje, ker so z očmi srca gledali njegovo ranjenost, njegovo ponižanje, kako smo slišali, kako je bil ves strt od tega zasramovanja, kako je bil kruto odrezan iz dežele živih, kako je bil umiral, ko so ga zasramovali, kako je bil med zločince prištet. Glejte, vse, kar je naprej bilo napovedano, glejte, to nekje je bil pogoj, da so se jim, da tako rečem, prvim odprle oči za Jezusa. Hotele so videti Jezusa, ki je bil v grobu, tako rekoč se dotakniti njegovega telesa, mu biti blizu, čeprav niso imele upanja, da bo od mrtvih vstal. Tudi one ne. Ker se vemo, da so bile v šoku, ko so gledali angele oziroma ko se jim je Jezus prikazal. Vendar pa bistveno pa je to, da notranje, kljub temu, da niso premišljevali vseh teh odlomkov Svetega pisma, so pa vendarle premišljevali, čeprav so mislili, da je vsega konec, Jezusovo trpljenje, in mu hoteli vsaj mrtvemu biti blizu. To je veliko sporočilo. In jaz mislim, da je to odgovor, zakaj se je Jezus prikazal navsezgodaj ženam in še posebej Mariji Magdaleni. Blagor ti, če greš navsezgodaj k Jezusovemu grobu in hočeš maziliti njegovo telo. Blagor ti, če si v skrbeh, kdo mi bo odvalil kamen, da pridem, da Jezusa mazilim. Blagor ti, če si kakor Marija Magdalena, ki je bila v zadregi in ne vedela, kam so položili Gospoda, in je potem rekla vrtnarju, bil pa je Jezus, povej mi, če si ga ti odnesel, ga bom jaz vzela. Blagor ti, če iščeš Jezusovo telo, mrtvo telo, da bi ga pomazilil. Jezus je od mrtvih vstal, to je res. Glejte, žene tega niso vedele, ampak s tem, ko so šle k grobu, na vse zgodaj, ko je bila še noč, ko se začelo nekje daniti, glejte, to je tudi lepa prispodoba začenja, se daniti, so hoteli priti do Jezusa mrtvega. In to je ta smer kristjanovega premišljevanja. Ne morem doživeti Jezusa in ne smem pričakovati, da se bo Jezus meni razodel, če ga najprej ne iščem ranjenega, če ga najprej ne iščem umorjenega. Jezus je od mrtvih vstal, vendar pa hoče, da jaz naredim to pot. In to je ta molitev, bodi si križevega pota, bodi si žalostnega delega rožnega venca ali rožnega venca Božjega usmiljenja ali sploh premišljevanja Gospodovega trpljenja. V evangeliji, kakor poznamo, v evangelijih je jedro, srce vsakega evangelija, po Mateju, po Marku, po Luku, po Janezu, je tako zvani pasjon. Se pravi trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki ga na slovesen način beremo prav torej na cvetno nedeljo oziroma v svetem tridnevju. Glejte, srce evangeljskih poročil je Gospodovo trpljenje in tako vstajenje. Mi bi pa hoteli, da čim prej odpravimo pač Gospodovo trpljenje, to je neprijetno, tega ne maramo, kar takoj aleluja in vstajenje. Ne razumeš potem, kaj je vstajenje. Če nisi gledal Jezusovih ran, če se nisi zazrl v njegovo obličje, v pljunka v njegovem obrazu, v modrice, ki jih je prejel,
v njegovo ponižanje, v njegovo strtost. Če tega ne premišljuješ, ne moreš doživeti vstalega Gospoda. Ker sila Gospodovega vstajenja je v moči njegove ljubezni, ki je šla v trpljenje in v smrt. Se pravi, da Jezus je od mrtvih vstal v moči svojega trpljenja, ki je iz same ljubezni, in v moči svoje smrti. V moči svoje smrti, ko je bilo videti, da je to pravzaprav konec, je dejansko silna moč. Iz te kalvarijske teme, iz Gospodove groze, smrtne groze in trpljenja je zasijala luč vstajenja, to je luč Božje ljubezni, ki je zmagala, ker ljubezen pač umreti ne more. Glejte. Torej to, pogoj, da razumemo Jezusa in tega dva učenca, ki sta šla v Emos, smo razmišljali o njiju, glejte, nista razumela, kaj bi sploh s vstajenjem, te ženske blebetajo, neki govorijo, da je od mrtvih vstal, vse to prazne reči govorijo. Seveda, ker nista razumela, da je bilo potrebno Mesiju, da trpi, da nase vzame vse krivdo nas vseh, da je Božje jagnje, ki odjemlje grehe, sveta moje in tvoje grehe. Ker o tem nista premišljevala in njegovih ranah, pa je bilo zapisano v spevu o Božjem služabniku pri Ezaiju ali v 22. psalmu, pa kakor da so brali, pa niso brali, pa niso razumeli. Glejte, to je možno, zanimivo je to, ne? Pri vseh teh pismoukih in vseh teh učenih ljudeh v judovstvu niso razumeli bistva. Niso razumeli bistva. Mi se čudimo, pa pravimo, ko niste razumeli. Tudi mi ne razumemo. Glejte. Torej, premalo se poglabljamo v to, da je bilo napovedano, da bo moral Mesija trpeti. Ne. In dobesedno naslikano. Izaija, po Božjem duhu razsvetljen, dobesedno naslika ikono Gospodovega trpljenja, zlasti v 53. poglavju, prosim, da bi ga brali, ponovno in ponovno, glejte, da vidimo, kako je bil naprej že naslikan Mesija, Gospodov služabnik, ki bo trpel. Glejte. To so sicer tudi apostoli poznali še bolj strokovnjaki Svetega pisma tedanjega časa, vendar ni jim šlo v koncept, v teorijo, glejte, v njihovo vizijo mesijanstva, da bo odrešenik Mesija trpel. Tudi nam ne gre v to koncept. In tudi ne to, kar je zapisano v 22. psalmu, ko je dobesedno, kot da bi šel s televizijsko kamero, glejte, in gledal, kako se izpolnjuje to, kar je v psalmu napisano v Jezusovem trpljenju v tistih 3 urah, ko je visel na križu. Od moj Bog, zakaj si me zapustil, pa potem vse to, kar je sledilo, kar smo tudi že prebrali, gledajte, kar smo slišali. Daleč od tega so bile misli apostolov. In zato, ker so bili v mislih daleč od tega, so rekli, že nam blebetate, blodnje so, kaj pa govorite od mrtvih sta, dajte, no, konec je vsega, ne? Zato, ker njim šlo v predstavo, v koncept, v vizijo, kako bi po njihovem se moralo zgoditi odrešenje. Pri ženah je bilo to malo drugače. Se vidi, pri ženah je bilo to malo drugače. So le nekje, kot sem dejal malo prej, hotele biti Jezusu blizu. Čeprav se tudi njim se zrušilo in niso vedele, ampak kot z neko slutnjo, ne vem, morda sem preveč povedal, ampak hotele so biti blizu. Hotele so biti blizu. Zanimivo, da apostoli, noben se ni zmigal, da bi šel v grobu. Noben se ni zmigal. Ne? Šele, ko je prišla Marija Magdalena povedati, potem sta pa tekla Peter in pa Janez. Drži? Sta tekla grobu. Ampak to potem, da se prepričata, pač gremo. A ne? Tako. Verjeli pa niso. Torej to se vidi, da žene so tukaj bile prve. In to je tudi poslanstvo žena danes, tudi v novi evangelizaciji, tudi v bistvu nove evangelizacije, ki je oznanilo sporočilo o veselem dogodku Gospodovega trpljenja. Tako so žene poklicane prve, da pohitijo Gospodovemu grobu,
da doživijo razodetje angelov, ki go pravijo, da Gospod živi in da se že nam zgodi tudi to, seveda vsaki osebno, na njen način, vendarle, kar se je zgodilo ženam in posebej Mariji Magdaleni, da se ji Gospod izkaže kot živ. To je poslanstvo žena. In zato se ne čudimo, torej, da večina pravzaprav vernikov danes, vse manj pa jih je v cerkvi, so vendarle žene, vedno žene. Torej, to je tudi, pravim, po Božjem načrtu. Ta zgodba velike noči, velikonočnega razodetja se ponavlja. Je pa potrebno res to, ne, da ste žene, govorim ženam še posebej, uglašene na to, na kar so bile uglašene te, da tako rečem, velikonočno žene tega velikonočnega jutra. Torej, da želite biti Jezusu blizu, zelo osebno, da premišljujete njegovo trpljenje in iz tega trpljenja črpate neko skrito notranjo luč, dokler ne doživite tega znova in znova, torej Gospodov bližine njega, ki je od mrtvih vstal. To je prva stvar, kar bi danes poudarili, torej v tem, ko se čudimo, kako to, da se Gospod ni na vse zgodaj. Dobro, če se mami prikazal, to razumemo, ampak potem pa tako je apostolom vendar, ne? Bi se moral, po naši teoriji. Ne, da se je prikazal ženam. Pazite, in še to posebej, ženam, ki same po sebi niso imele po tedanjem prepričanju in pravilih, če tako rečem, sploh pravice, da bi bile priče. Ženi se ni verjel, zato ker je žena. Tako je pač bilo v judovstvu. In Jezus je prav te žene, ki uradno niso bile upoštevanja v pričevanju, poklical, da so tekle in da so naznanili, da je Gospod stal, da Gospod živi. Oziroma, da je grob prazen najprej, ne? Tako niso verjeli potem niti tem ženam, katerih imena poznamo, in med njimi še posebej ne Mariji Magdaleni. O Mariji Magdaleni pa rečemo lahko, da je, kot je rekel Sveti Tomaž Akvinski, apostolka apostolov. To je pa tista, ki je znanilcem, poznejšim znanilcem, izbranim znanilcem Gospodovega vstajenja, apostolom, oznanila, da je Gospod od mrtvih vstal. To je pa nekaj neverjetnega. Kako je Gospod uporabil ženo, da je prinesla veselo sporočilo njim, ki naj bi v svet prinesli veselo sporočilo o Gospodovi zmagi, o njegovem vstajenju. To je čudovito. Če se malo vživimo Marijo Magdaleno, poznamo njeno zgodbo, kako je bila pri grobu, kako je jokala in kako je potem nagovorila vrtnarja, bi je Jezus mislila, da je vrtnar, in tako naprej, in kako je Jezus poklical po imenu in ga je spoznala. Torej, kaj je zgodba o Mariji Magdaleni? V čem je skrivnost te zgodbe, če smemo malo raziskati? Je predvsem v velikem hrepenenju. Marija Magdalena je bila žena velikega hrepenenja. O njej je zapisano, da je Jezus iz nje, pač je imela neko skrivnostno trpljenje, izgnal 7 hudih duhov. To ne pomeni zdaj, da je, seveda bila grešnica kot si, ampak trpela je veliko, ne, sebi. Torej, ona je na poseben način čutila moč Jezusovega rešenja, ko je osvobodil, notranje osvobodil, in je potem bila vsa hvaležna in je bila Jezusu blizu. Kakšna je ta Magdalena zgodba, mi ne vemo, evangelij tudi ne piše, kaj je vse to bilo. Gotovo pa, da je bila rešena ogromnega dušnega trpljenja, morda tudi telesnega. Marija iz Magdale. Glejte, ampak kar je bilo pravzaprav pri Magdaleni je to, da je imela do Jezusa
globok oseben odnos, poln hvaležnosti, poln hvaležnosti. Torej, kako je ta duša želela biti srcem Jezusu blizu. Bila je seveda potem tudi pod križem, izrecno se Marija Magdalena omenja, ne? In potem tukaj na velikonočno jutro. Torej, ona je hotela biti z Jezusom blizu. Kakorkoli, pa tudi, če sedaj tu njegovo truplo, jaz hočem pa njegovo truplo imeti, jaz hočem biti njemu blizu. To se čuti, kako je bila hvaležna Jezusu, da je rešil notranjih muk, kar je slikovito rečeno, da je iz nje izgnal 7 hudobnih duhov. Pravim, kaj in kako je to bilo, to ostane skrivnost. Glejte, gotovo pa je, da je ona že v svojem življenju, ko je spremljala Jezusa, doživljala moč odrešenja. In iz tega tudi njen odnos. Torej, Marija Magdalena je bitje hrepenenja po bližini. Hočem biti blizu Jezusu, kakor tudi ostale žene, kot vidimo. Ne? Glejte, in to je velik nauk za nas vse in posebej za žene. Kaj pa je prava pobožnost, ne pobožnjakarstvo? To moramo razločevati, ločiti. Kaj pa je prava pobožnost, kakor to, da želim biti blizu Jezusu? In če želim biti blizu Jezusu, bom molil, a je tako? Ker ko molim, vstopam v Jezusovo bližino. Če želim biti Jezusu, bom šel, kolikor le mogoče, pogosto k sveti maši. Če želim biti blizu Jezusu, ga želim čim večkrat prejeti v svoje srce svetem obhajilu. Če želim biti blizu Jezusu, ga bom našel, bodisi v kapeli kot tukaj ali v cerkvi, glejte, v tabernaklju, ko je češčenje, pa tudi ko ni češčenje, ker vem, da je Jezus tu. To je ta pobožnost. Ker si ti tu, hočem jaz biti tu. To je skrivnost kristjanove pobožnosti. Jezus, ti si med nami, vse dni do konca sveta. Kadarkoli je mogoče, ko molim, sem že v tvoji bližini, glejte. Ali ko te obiščem v cerkvi, ko sem pri sveti maši, ali pa tudi, ko grem bolnega trpečega obiskat, ker Jezus, ti si rekel, kar ste storili enemu teh mojih trpečih bratov in sester, ste meni storili. Tudi v trpečih te hočem srečevati, tako, kako recimo blažena mati Terezija v teh najbolj ubogih med ubogimi in temi trpini, kako je vseh prepoznavala Jezusa, njegovo bližino, pa ne samo trpečega Jezusa, ampak tudi poveličanega ostalega Jezusa. Hočem biti tebi blizu, Gospod Jezus. Zakaj? Zato, ker si vžgal moje srce svojo ljubeznijo, svojim usmiljenjem. Hočem biti blizu. Kogar je ranila Jezusova ljubezen, ta človek ne more pozabiti te blažene Božje rane, ki je iz Božje ljubezni, in tak človek hoče biti blizu Jezusu. In še posebej je to poslanstvo žena, tako zvana adoracija, biti blizu. Blizu, ko se časti svetorešnje telo, blizu, seveda, ko se obhaja sveta maša, blizu po svetem obhajilu in kakorkoli v molitvi, ali ko molimo osebno, ali ko molimo skupaj. Ne čudimo se, da je večina članov molitvenih skupin pravzaprav žena ali dekletno, večinoma žena. Ne čudimo se temu, glejte, ker Gospod že po naravi zelo močno vzgiblje dušo žene, da jo pritegne k sebi. Ob tem pa seveda se zgodi tudi to, da Gospod priteguje tudi potem srca mož k sebi. Prve so bile žene, med njimi Marija Magdalena, še prej mati Gospodova, potem pa se je Gospod razodel tudi apostolom. Zanimivo, kako se je to zgodilo. Najprej je imel Jezus
Vstali Gospod kar veliko težavo, da je tema dvema na poti v Emaus, ko sta šla, dopovedal, da so te njegove rane in to njegovo trpljenje, kar je bil škandal za njiju, gledajte, da so imele pomen in smisel. In potem podvečer tistega dne, podvečer, ko je bila tako rekoč nedelja že skoraj mimo, se je prikazal pa apostolom. Rekli bi tako, da je pa rekel Jezus, ja, zdaj pa zadostega. Preveč tičite v sebi, preveč razglabljate o nekih vaših teorijah odrešenja. Toliko sem vam govoril, da bom moral trpeti, 3-krat je napovedal, pa niso nič hoteli slišati, kaj šele o vstajenju. To ni šlo. Jezus nazadnje je rekel, ja, se bom pa zdaj razodel. Ni se, zjutraj jih je pustil cel dan tako in se potem dobesedno po Božje je vdrl med nje, ni mu treba odpirati vrat, enostavno je prišel med nje in se jim razodel in jim pokazal roke in stran. To se pravi svojo osebno izkaznico. Ker Jezusove rane so njegova osebna izkaznica. Njegove rane. Antikrist, se pravi lažni Kristus, nima ran. To so velike Newmanove besede, blaženega Johna Henryja Newmana. Kristus ima rane, rane svojega ljubečega trpljenja, to so njegove kolajne. In potem Jezusa prepoznamo kot križanega, kar je posebej poudaril apostol Pavel. Antikrist je lahko krasen in lep, samo ran pa nima, zato ker nima ljubezni. Ker Jezusove rane so znamenje njegove ljubezni, zlasti njegova srčna rana, iz katere nam priteka reka Božjega usmiljenja. Tako torej se je Jezus podvečer tistega dne, komu je bilo dosti vsega, prikazal tudi apostolom, seveda, to je bilo pa odločilno, ker apostoli pa so bili posebej izbrani, izmoljeni, določeni od Boga, da postanejo glasniki Gospodovega vstajenja. In tako jim je tisti večer tudi podelil ne samo svoj mir in veselje, ampak tudi Svetega Duha, ki je duh neskončnega usmiljenja. Tako torej, to je ta zgodba o prikazovanjih. Skrivnost Gospodovega vstajenja je, če jo hočemo spoznati, je v tem, da se radi poglabljamo v njegove rane, v njegovo trpljenje. Jezus je vstal iz svojih ran, iz svojega trpljenja, iz smrti, iz vsega tega. Kdor se v to poglablja, začuti in doživi sijaj velikonočnega jutra in more res srcem tudi srečati Jezusa. Tretji dan po silni smrti njega iščejo žene z Magdaleno v svetem vrtu, gledajo zamišljene, let je Jezus bil, nič ni bil beznil. Aleluja, 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 aleluja. Prvič se je bil prikazal Magdaleni vrtu tam, da je vznik očitno skazal, je še Petru in ženam in dvema učencema in dvema stotkata
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.